Naloga te institucije je sicer večplastna. V enem ozkem pogledu se ukvarja z prav tem tehtanjem in ugotavljanjem, ali je v nekem primeru, ki se je vam zgodil, šlo za, tukaj je zelo pravni del v odspredju, šlo za diskriminacijo, ali jo je mogoče nedvoumno ugotoviti in to se konča na nek način v ugotovitveni odločbi. Ima pa ta inštitucija, če tako poenostavimo, tudi močan sociološki del. Namreč gre za to, kaj bi bilo pa sistemsko dobro narediti, misliti, o čem bi bilo zagovoriti, kako bi bilo smiselno zakone spreminjati in politike izvajati, da bi na večjem nivoju zmanjševali situacije, ki vodijo v neenakopravnost ali pa množične in sistemske diskriminacije. In še nek nivo, ki bi mu lahko rekli, že blizu socialnega dela. To je pa pravzaprav, da je to točka, kamor se ljudje lahko vedno obrnejo, kadar imajo zdaj občutek, dilemo, da so diskriminirani, pa mi nudimo tam potem v bistvu svetovanje in pomoč.